Kako pa sodišče res odloča v praksi dan danes? Rekli ste, da je vedno več teh deljenih skrbništev. Pa je to večina ali vedno več? Mi smo 2018 začeli uporabljati družinski zakonik, ki je kar precej spremenil dejansko stanje na tem terenu. Prej je bil klišejski default, ki so bile skrbnice mame, oče je imel stike enkrat na teden, pa vsak drug vikend, pa tam se je končal. Zdaj se je pristop oziroma pogled na to bistveno spremenil. Zdaj psihologi pravijo, da teorija enega doma ne drži več, da naj bi te otroci imeli 2 doma in bili čim bolj enakomerno z enim in drugim staršem. In to je seveda posledično vodil v te režime teden ali pa kakšne druge modifikacije delitve teh dni. Težnja k temu, da naj bi bilo to približno pol, je pa zelo močna. Na čigavi strani? Sodišča ali staršev? Ali... Sodišča, psihologov, centrov za socialno delo. Ok. Zdaj, verjetno imajo oni v mislih dobrobit otroka, ne? Čeprav verjetno se bo tudi ta filozofija s časom malo spremenila, tako kot se vse spreminja. Ali pa ne? Skandinavske države so že pred leti šle po tej poti, po kateri gremo zdaj mi, se pravi skupno skrbništvo za vsako ceno. Eno obdobje je to bilo zelo močno, zdaj pa to spet začeli zamerati in se počasi vračajo spet v sistem enega doma. Tako da lahko verjetno pričakujemo, da čez 10 let bomo tudi mi spet to smernico obrnili in šli v drugo smer.